Pozdravljeni v Portorožu in dobrodošli na letošnjih dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. Tukaj se zberemo vsi, ki soustvarjamo slovenski šport. Letošnji program nas združuje pod skupnim sporočilom: s športom ustvarjamo boljši svet. Vrednote športa in olimpizma so odličnost, spoštovanje, prijateljstvo, fair play, sodelovanje. Vse to so vrednote, ki si jih želimo v sodobnem svetu. Svet potrebuje pravzaprav več športa. Pa ne samo zato, da bomo, ko nagovarjamo mlade, ne se ukvarjajo s športom, iz njih gradili šampione, ampak preprosto zato, da jih navdušimo za šport, kajti s tem gradimo bolj zdravo generacijo kasneje odraslih ljudi in seveda tudi kot aktivno populacijo tisto, ki bo zaradi športa bolj srečna in tudi bolj sposobna. Probably three elements of sport that can help build a better world. Bringing people together and supporting inclusion, health and economic contribution. Sport unites and inspires. I really like the impact it's making on young people to take up sport and a more active life than staying at home, watching videos, playing games or just hanging on social media. Dnevi Olimpijskega komiteja je to neko tradicionalno srečanje vseh članic Olimpijskega komiteja z vseh področij delovanja, ki jih pokrivamo. 195 članic se zbere in poskuša se jim predstaviti v dveh dneh vsebine, ki so trenutno aktualne v športnem okolju in vsebine, ki bi pomagale izboljšati razmere pa pogoje v samem športnem okolju. Smo imeli zelo raznolike goste na okroglih mizah. Izmenjali smo poglede politike, gospodarstva, medicine, športa, športnikov in se pogovarjali o smerih razvoja slovenskega športa. Kar zadeva vrhunskega športa, se seveda vedno več ukvarjamo nekako tudi z etiko, integriteto. Če so bile v preteklosti teme bolj nekako izobraževalne, mogoče več trenerskih vsebin in tako dalje, pa se zdaj morda te tematike tudi na področju vrhunskega športa nekoliko spreminjajo, kar pomeni, da se spreminja tudi sama dinamika in razvoj vrhunskega športa. Tudi letos smo na dnevih OKS imeli športniki svoj forum, kjer smo dobili pomembne informacije. Predstavljen nam je bil novi nacionalni karierni center, ki bo omogočal lažji prehod športnikom iz športne kariere v drugo kariero. Dotaknili smo se tudi 3 tem, so nam svoje izkušnje delili z nami vrhunski športniki na temo integritete v športu, o kako nagovoriti bodočega sponzorja in na koncu smo se dotaknili tudi teme duševnega zdravja v športu. Dajmo reči, da je to nek tak krog zaupanja, kjer športniki mogoče dobijo na različnih panelih neka znanja, neka izkušnje, neke informacije, ki jim bojo mogoče prav prišle v času kariere in ki je mogoče, da prav razmišljajo, kaj jim bo koristilo, pa o čem morajo razmišljati tudi po zaključku kariere. In ta druženja, ta izmenjava mnenj, konec koncev tudi mnenje, ki jih mogoče Olimpijski komitej potrebuje, zato da lahko sliši športnike, je ključno za razvoj športa na različnih nivojih. Karierni center, ki ga vzpostavljamo na sistemski ravni, to je zelo velik poudarek, ker seveda mi smo že prej upravljali neke od štipendij do sklada, izobraževanj, te certifikat športnikov prijazno izobraževanje. Zdaj pa z sistemskim virom je sicer še v postopku procedure, ampak jaz verjamem, da do konec leta bo to tudi zakonsko podprto in da bomo lahko v letu 2026 s tem nacionalnim kariernim centrom tudi na polno zaštartali. V zadnjem času smo dosegli absolutno menike. Najprej polnopravni člani Olimpijskega komiteja, potem ustanovitev zamejske športne koordinacije in pa seveda za nas to izredno veliko pomeni, da smemo biti del te olimpijske družine, ker imamo sedaj tudi naše regijske pisarne v zamejstvu.
Ja, veseli smo, da smo podelili priznanja in pa certifikate športu prijazno podjetje. Gre dejansko za podjetja, ki podpirajo slovenski šport. Na drugi strani pa seveda tudi skrbijo v podjetjih za svoje zaposlene, da jim omogočijo gibanje in pa čim bolj zdrav način življenja. In dejansko, ko to kombinacijo sestavimo, dobimo potem podjetja, ki dejansko živijo šport. In to so tiste, ki smo jim podelili priznanja in pa certifikat športu prijazno podjetje. Te pakete so absolutno vesel in so nekako nagrada za neko delo, ki je bilo, ampak ne, raje, kot sem rekel prej, bi bil med športniki nagrajenci, ne kot ta. Tako da treba uživati tiste trenutke, ko se v športu in žal vsaka stvar ima svoj začetek in svoj konec in treba to sprejeti. Gre pravzaprav za velik trenutek tovrstnega praznovanja in bi želel tudi, da bi v bodoče se še poglobljeno delalo na tem področju. Namreč skrbimo in smo promotor za te vrednote, ki veljajo in ki morajo obstajati še nadalje v športu, ki so sestavni del tudi normalnega človeškega ravnanja.